Pozdravljeni v današnji kulturi. Gostimo Janeza Ramoveša, avtorja 10. pesniške zbirke, ki mu je izšla te dni, naslov je pa Heronova spirala. Tebi pogosto rečejo, ko rečejo pesnik, dodajo še pesnik Poljanske doline. Zakaj? Je najbrž zaradi jezika, ker sem pri svoji drugi pesniški zbirki začel uporabljati svojo materinščino in to me je potem nekako naredilo prepoznavnega znotraj ostale poezije. Ampak moram poudariti, da jaz ta jezik uporabljam izključno samo za pisanje pesmi. Pa še to ne več tako striktno kot včasih, ker sem hotel poudariti to prazničnost jezika, ampak v današnjem času pa prihaja čedalje bolj na plan ta banalnost, ta prostaškost in s tem pa jaz nočem imeti kaj dosti veze, tako da se včasih tudi malo odmaknem od te poljanske pripadnosti. Dobro, praviš banalnost, prostaškost, po drugi strani živimo v času, kjer je pritisk na izražanje pravzaprav velik, ne? In prav tisto, kar se šteje za banalno prostaško, ne bi bilo kao prepovedano. Kaj je v bistvu ta banalnost? Ja, narečje samo je seveda omejeno z svojimi možnostmi. Enostavno nimaš sodobnih izrazov, imaš zelo majhne možnosti za neko široko razjasnjevanje stvari, ampak po drugi strani imaš pa polno teh niš, teh špranj, ki so se naredila skozi stoletja, ko so bili ljudje zelo ozko usmerjeni, v kmetijstvu recimo. Jaz sem nekaj pomislil, koliko je bilo enih izrazov, ki so se izgubili. Kmečki voz, to je čuda izrazov. Vsak del, vsak vijak ima svoje ime in to je praktično zginilo iz uporabe. In to sem na silo, to je ena taka banalnost, katero se jaz izogibam. Ja, to je tehnična plat na nek način. Ja. Tako kot so pravzaprav težave z vojaškim izrazoslovjem, ker nismo imeli svoje vojske. Ampak jaz mislim, da ne gre zgolj za to. Gre za popolnoma drug svet, ki je govoril iz drugih potreb, govoril je druge notranjosti, govoril je drugo psihologijo, govoril je drugo mitologijo. Na nek način, ena izmed stvari, ki bi jaz rekel, da zaznamujejo to govorico, je neomejenost, ampak zelo ozek izbor stvari, ki jih rečeš. Koliko stvari ne rečeš? Ne. No, zato so pa potem zelo uporabne te tišine, ki jih je zelo uporabljeno. Ali pa moraš pač nekatere stvari opisati, ker preprosto ni izraza. Pa ta banalnost, tudi recimo danes ta razširjenost teh narečij, to mene že prav malo motno. Jaz tega parlamentu pristo. Kje opažaš to? Prav v tem političnem življenju, kateri politiki ali pa razni populisti so danes. To je najbrž, kako se rekel, da se hoče prikupiti. Ja, in prav tistim instrumentalizirana nizkim strastem, imajo ljudje, ker narečje samo je bilo pogojeno z enimi kompleksi. Ko si pregovoril narečje pred 30 leti, si bil nekako malo to je bila ena doba, ja? Ja, ampak da je pa to dobilo samozavest in mislim, da to ne obstaja več. Ampak mogoče pa spet moramo postaviti na distance do vse. Da se ne bo vstajati samo pri tem, ampak vseeno, to bi še vprašal. V tejle knjigi Gregor Pompe ima objavljeno eno izmed, o tem bova še potem kakšno rekla, eno izmed skladb, ki jih je napisal na tvoje besedilo. In v spremni besedi pravi, da je on še zmeraj ločuje ta klasični ruralni svet od klasičnega urbanega sveta. In po njegovem sta ločena in jezikovno in v drugih segmentih. Ampak, a ni prav ta enoten jezikovni prostor, ki se dela z mediji, a ni ravno ta
uveljavil mogoče narečij. Je, ampak recimo Revar Pompej, mislim, da je predstavnik tiste prave meščanskih ljudi, a ne, in da ima še zelo tradicionalen pogled na to, čeprav je pa zelo odprt človek, a ne, in meni prav to mi ugajalo, da je to navedel, ne, da je po pravici povedal, kako je sam videl te pesmi. Prvič, a ne. Ker jaz sem te prekinil. Ja, ne. Jaz spremljam te kot urednik že 20 let, če ne več. V glavnem, ti si recimo prepesnil to narečje What a Wonderful World, pa še nekaj zelo znanih pop komadov, cela plast v teh pesmih se nanaša na fenomene pop kulture, sodobne kulture. Se pravi, da to ni zadrt, ni odstranjen jezik. Ne, saj je ta pop kultura nas je pravzaprav, govorimo o 80-ih letih prejšnjega stoletja, držala pri življenju tu na podeželju, ne, ker knjige, filmi, glasba, to je bilo pravzaprav sočasno s celim svetom, ne. Doma so pa bile grable, pa vile, pa krave, pa to so bile ne take vzporednosti, ampak recimo, ko sem šel v vojsko, sem se lahko pogovarjal s komorkoli, ker smo praktično vsi bili konzumenti iste kulture, ne. Iste filme smo gledali, iste knjige brali, tako da. In jaz sem potem tudi skozi jezik hotel dokazati, da se da, sem pač delal na ta način, da se da pisati sonete ali pa prepesnjevati popevke ali pa pisati haiku, karkoli. To vse da. Zakaj? Zato, ker je to tvoj jezik? Ja, seveda meni to lažje, ne, ampak se rekel, zdaj pa po drugi strani omejen in mislim, da bo čas zaključiti s tem. Ja, vidiš, kolikrat se ugotoviti, kdaj je treba začeti, se ugotoviti tudi, kdaj je treba zaključiti. No, sej eden izmed razlogov, prvič, da sem jaz doživel, da sem začutil to prehod v slovenščino na nekem vašem koncertu v Mariboru. A je to zaradi recepcije verjetno tudi potrebno malo omehčati to linijo? Jaz ponovadi, če sem že kaj napovedoval, sem to vedno, sem se potrudil, da sem v zbornem jeziku. Prav zato, da se je začutila ta razlika. Hotel sem izpostaviti, da je narečje tisto svečan jezik, da je zborni jezik samo orodje, v katera sem to vključil. Prav s tem namenom, to sem se striktno držal, da sem vse v taki pogorni obliki zbornega jezika. A je, no, poleg te funkcije ima zborno, ne, tole bom rekel, govor v dialektu, se mi zdi, da ga zaznamuje tudi ena druge sorte prizadetost, kakor v knjižnem jeziku. Intima je pač, to je bolj intimno. Meni osebno je bolj intimno. To je tisti jezik, ki sem se ga sprva naučil in v njim govorim, sigurno z tega stališča lažje. No. Ampak ne samo to, ta svet, ki prihaja skozi, je, bom rekel, zelo prizadet, ranjen, velike smrti, se mi zdi. Odkot to? To je pač tako življenje. Brez olepšavanja. No. Se pravi, to je tvoje, to ni nek značilnost teh krajev, odkoder si doma. Najbrž je prvi vrsti moje, ja. Ampak jaz se nič ne trudim, da bi se nekaj izmišljeval. Meni to, kar pišem, verjamem. Razumem. To je meni nasplošno pri vsaki umetnosti je to pogoj, da konzument verjame avtorju. Če ni tega, tem ti ne pomaga še ne vem kakšna domišljija. Ker veliko je tle samomorov, veliko je, kot rečeno, enega molka. Tu bi rekel, no in tu bi mogoče lahko zdaj prešla na tole zadnjo zbirko,
kjer se najbolj, se mi zdi, eksplicitno srečata oziroma ločujeta po drugi strani ta ruralni in svet in njegov urbani protisvet ali pa iztek. Tle se nekako prihaja zgodba, ki se je začela že v Kravah, se mi zdi, v Čredi. Ja, mogoče še kaj o Čredi rekel. Ja, Čreda, to je ena zbirka sonetov. Na začetku se je tako, da sem jaz hotel napisati eno tako nepregledno množico sonetov, nekaj podobnega, kot so recimo te kitajski glineni voščaki. Njihova moč je v številčnosti. Ampak potem, ko človek začne pisati sonete, pa to vezati, sonet je taka oblika, ki ne prenese napak. Jaz vedno tudi, ko berem neke klasike, ta prvo poiščem, kje je mojster sfalil, potem pa to lažje gre. No in to sem potem jaz vezal in enkrat sem se preprosto navličil. Sem rekel, tega je dovolj, to ne pelje nikamor, in sem naredil en izbor iz tega. Ampak v vseh teh pesmih je bila nosilka, če rečemo temu, krava. V vsaki pesmi je bila glavna krava. Ena. Posamezna. Potem je pa bil tudi ta ciklus zraven, kjer je bil pa glavni lik tisti, ki je vozil krave. In to mi nekako tam v tisto zbirko ni pasalo in sem potem takrat izločil, poleg še marsikaj drugega. In to se mi je valjalo v predalu cel čas in potem sem pa dobil, to je pravzaprav ena edina knjiga, ki je bila narejena po naročilu. Sem dobil naročilo za gledališko predstavo, neko tako kabaretno predstavo, ki bi vsebovala songe, in ko bila predstava končana, pa še ti songi ostala. Jaz to naredim, ampak to se seveda ni realiziralo in potem je to besedilo vsake dolg časa malo zamukalo ven s predala. Nekaterim sem to pokazal, tudi uredniku, pa Anuši Plesničar, ki dala potem to Gregorju Propetu, da je naredil glasbo, in to se je potem razvijalo naprej, tako da je prišlo do te knjige. Lepo pogledati, kaj je v tej knjigi. Preberi. Ja, ta knjiga, to je dramsko besedilo, vsebuje sonetni venec, pa 14 scenskih slik v obliki panjskih končnic, pa potem je zraven še 7 songov. Mogoče čisto za ilustracijo preberem 5. sliko, kar v celoti. Torej najprej panjska končnica, potem Heron kot glavni junak, kot del sonetnega venca in potem še song. Luč obsveti privezanega psa, ki leži pred uto. Pes nenadoma vstane in plane proti pevki. Zaradi kratke verige je ne doseže, zato se vrne na izhodišče. Ponovitev večkrat. Heron. Bodla vame sa zbulena očesa, ke duša zmeri von skozi oči sjeva, neskončno dolga pot je šla von s hleva, ke vstal od tovornaka sem kolesa. Kešna mirna, vsa usoda vdana, na cunglnu je za menoj štorklala, pa kešna je čist zmešana cobala, marbit se je troštala, dnav odgnana. Se vedle nesa, kaj vse skozi počneja, mogočne gmote, vse teličkast mejhne, vedle nesa, za kaj, kar tam živeja. Dnevi šlsa, poznal sem vsaka štala, se vlekla skozi neskončna je kolona, vse smo naložili, bena ni ostala. In potem pevka poje pesem z naslovom Bala. Nadn pisane skrine voz pozabljen leži, ampajklc pantakana načet, a na krstna sveča nkol pržgana. Notar v skrin, ki na nej odnahnjeno slika, leži neki dohtar Romanu, leži jakna zastrahana. Zraven je pa flaša dana,
noter so pa pisma zvita, Ankatanu soldatu poslana, zdaj so pa špiretam zalita. To je pač sonetni venec, ki je nekaj podobnega, kot je tudi v spremnem besedilu opaženo, da se navezuje nekako na križev pot in to ne samo po trpljenju, ampak tudi po številu postaja, ne? Ker postaj v križevem potu 14, pa zdaj so dodali, pa je 15. To zato, da je v duhu sodobnega časa, da je to kot Kristusovo vstajenje, kar seveda popolnoma vsebinsko ne paše zraven, ne? Ker tu je pa recimo 15. sonet je mogoče magistrala, ne? Tako da se tudi je nekako to. Ja, itak si ti iz krajev, kjer je škofjeloški pasijon. A si kdaj pomislil zraven? Ne, takrat nisem pomislil, ampak zdaj se pa strinjam s tem. Se strinjam. Ja. Ker jaz sem bral, se pravim, poleg tega pasijona mi je tudi prišlo, ker ti govoriš o panjskih končnicah, pa ker imaš zraven slike, ne, da je pravzaprav škofjeloško je tudi domača pokrajina Podobarjev. Ne? Tako da se mi zdi, da se na en fajn način se je to vse skupaj sopostavilo in ujelo tle noter. Ne? Ja, jaz te panjske končnice vidim kot, recimo, če je odrsko pridel, kot nekakšen spektakl. To so take spektakularne slike, ki privlekle gledalce. No. Ja, ne vem, če bo gledaj toliko denarja, da ti bojo tole uprizorili. Za mene je to res eno teh najbolj kompleksnih del tvojih. Najprej prej so mi bile krave, zdaj se mi pa zdi, da je to. In da si pravzaprav prehodil v teh 10 pesniških zbirkah eno dolgo pot od, kako se najprej klicali, nisi bil neka skupina, ne bom obrala teh krvavih mladežev, se pravi neka mladostniška upornost, ki je pa našla pot potem, ki je našla ta pravo pot, tako kot se prej rekel, skozi to medijsko dobo, ohranitev tega pa magar na dnu enih skrin, ne da bi temu brez potrebe dodajala kakršnekoli neumnosti. Prej si govoril o opuščanju ali pa vsaj misli na opuščanje pisanja v poljanskem jeziku. Zdaj va za konc mogoče samo potem še vprašal, kam pa pelje zdaj ta pot, se že kaj kaže? Ja, mene zelo veseli, s sinom Martinom delava stripe in jaz pišem scenarije, načrtujemo 5 povesti in jih združiti na tako celoto. Tam ne pišem v narečju, čeprav je to zelo malo teksta. Sicer si pa delam veselje imam take beležke in si delam zbirko motivov. Zbiram motive. Kar ni važno, je samo ena beseda, je verz ali karkoli. Pač karkoli bilo lahko motiv za strip ali pa za pesem, ampak nikoli tega ne izpeljem potem v pesem, ampak pustim tako in potem se to nabira. Sprav tako, kot slikarje, ki imajo beležnico, pa skozi nekaj črtajo. Ja, ampak to se potem zanimivo, kako se to lepo kronološko bere. Meni osebno je to veselje pisati, pa brati, ampak nimam pa nobenih ambicij posebnih s tem. Pač pišem vse za veselje. A je bilo kdaj kako drugače? Hvala lepa, Janez Ramoveš, za tokratni pogovor o kulturi. Želimo uprizoritev čim bolj spektakularno, Heronove spirale in se veselimo zbirke, ki bo nastala iz sedanjih opažanj in skic. Gledalkam in gledalcem oddaje pa hvala za pozornost, hvala, da ste nas spremljali. Nasvidenje.